Projekt LifeIP Natura Sea ob 30-letnici Life programa in Nature 2000 v Evropski uniji in ob 18-letnici Nature v Sloveniji prvič podeljuje slovensko nagrado Natura 2000. Podeljujemo jo v 5 kategorijah, podelili smo 6 nagrad. Naslednjič bomo to nagrado podeljevali čez 2 leti, torej leta 2024 in upamo, da tudi še kasneje. Ja, mi smo strašno veseli tega priznanja, posebej zaradi tega, ker je v ozadju tega priznanja strokovna komisija. In to interdisciplinarna strokovna komisija, torej z različnih področji, tako da smo tega zelo veseli, vendarle gre za strokovno utemeljen projekt. Seveda je pa potrebno poudariti, da implementacija teh projektov, za to implementacijo projektov stoji ena ogromna skupina ljudi, velika skupina ljudi, in ne govorim samo tistih, ki so bili konkretno zaposleni na projektu, ampak brez občine Cerknica tega ni, brez domačinov, ki so nam pomagali prvič z nasveti, drugič z dovoljenji za to, da smo mi dostopali do zemljišč preko njihovih zemljišč in tako naprej in tako naprej. Tako da mi smo pri koncu in strašno veseli. Tistega leta 1999, ko smo začeli s tem projektom oživljanja visokodebelnih travniških sadovnjakov, od takrat je zdaj minilo 23 let in v vseh teh letih se je zgodilo mnogo in mi smo obnovili številne sadovnjake, povečali smo, k nam se zopet vračajo ptice in zelo pomembno je pa tudi to, da nam je uspelo ta projekt približati prebivalcem, lastnikom teh visokodebelnih sadovnjakov in mnogo lastnikov, ki so že imeli sadovnjake, se je potem odločilo, da so jih pač obnovili, revitalizirali. Še lepše pa je to, da v bistvu je nastalo kar nekaj novih sadovnjakov in novih mladih lastnikov, kar je potem tudi pač zaveza, da vemo, da bo to živelo naprej. In ko pač vedno rečemo, jabolko je nekako simbol našega zavarovanega območja, ampak hočemo to preseči. Jabolko ni tisto, ko ga vzameš iz mize pa ga poješ, ampak to, da je jabolko pri nas več kot sadež in da je jabolko tisto, ki povezuje naravo, ki povezuje človeka, ki povezuje kulturo, tradicijo, in vse to je pa v bistvu zelo pomembno, da mi lahko z nekim prostorom sonaravno in trajnostno upravljamo. In nagrada Natura 2000 je v bistvu nagrada vsem tistim lastnikom, ki so že do sedaj skrbeli in tudi vsem prebivalcem zavarovanega območja. Hkrati pa je ta nagrada seveda zaveza vsem nam in tudi nam kot upravljavcu tega zavarovanega območja, da to zgodbo peljemo naprej in da bomo res, mogoče res čez 50 let, tako kot rečejo, sadno drevo, visokodebelno, šele tam po 20-30 letih začne imeti tiste obilne sadeže, da bomo mi mogoče tudi čez 50 let lahko rekli, to je pa res zgodba, za katero je bila takratna odločitev pravilna in ki zdaj res bo pokazala svoje sadove. Jaz mogoče ne samo v tem, da bomo imeli čim več teh visokodebelnih sadovnjakov, ampak tudi v tem si želimo, da bodo ljudje, ki bodo živeli v zavarovanem območju, vedeli, da je to priložnost in da bodo tukaj radi živeli in dobro živeli predvsem. Na Nacionalnem inštitutu smo izjemno veseli, da smo prvi prejemniki nagrade, ki je tudi prva v Evropi in je unikum za dosežke v znanosti, inovativne dosežke v znanosti v Naturi 2000 in da smo dobili za naš res dolgoletni projekt monitoringa hroščev evropskega varstvenega pomena, ki smo ga skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor začeli snovati že leta 2006, torej 16 let, to delamo in rezultati so zares izjemni.
in smo zelo zadovoljni, da smo to nagrado prejeli in da je z nami tudi veliko partnerjev, s katerimi smo gradili to z ministrstvom in ostalimi, ker se nam zdi, da je to izjemno pomembno priznanje tudi za samo naše delo, za varstvo narave in v končni fazi tudi znanost, kajti znanost naloga znanosti je, da pomaga družbi v tem primeru ustaviti to nezadržno upadanje biodiverzitete. Ta nagrada nam pomeni v tem smislu še več, ker ima spoštovanje do delovnih ljudi, do vsega, kar delamo in naredimo. In pri vsem tem, naprimer, imamo tudi podporo zavoda, ki nam je strokovno in, ko bi rekel, delovno pripomogla, da se te stvari uresničujejo. Ta zgodba sodelovanja se je začela pravzaprav pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ko smo mogli določiti Natura 2000 območja. In takrat smo na podlagi strokovnih podlag, ki so bile narejene za Naturo 2000, za rastline, mogli razglasiti Naturo 2000 območja in v strokovnih podlagah je bilo navedeno, da je nahajališče na vrhu ogroženo, zaradi tega, ker so posamezni grmi bliže zasenčeni, nekateri so bili v dobrem stanju, nekateri so bili zasenčeni preveč in to je vplivalo na vitalnost samih grmov in tudi na populacijo. In zato smo skupaj z vsemi sodelujočimi takrat naredili eno akcijo, da smo najprej očistili to grmovje, dali rumenemu sleču zadosti sonca in naslednje leto, to je bilo v letu 2016, je razveselil z bujnim cvetenjem. Nocoj praznujemo prvi svetovni dan biosfernih območij, torej biosfernih območij po celem svetu. Julijske Alpe so eno izmed 4 v Sloveniji in v čast nam je, da smo na tako poseben večer prejeli tudi nagrado. Tudi to je dokaz, da delo z mladimi, z deležniki, z župani, z destinacijami, s komarkoli že v tem prostoru, skratka zelo širokim krogom ljudi, je tisto, ki predstavlja prihodnost, ki pomeni bodočnost in ki bo pripomoglo k temu, da bo to območje tako zelo dragoceno tudi še v bodoče. Tako da hvala za nagrado in vsekakor na sodelovanje tudi v bodoče.